Spoštovani, spoštovane, pozdravljeni na zadnjem današnjem koncertu v okviru revije otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje 2018. Ja, veliko otrok se je že zvrstilo na našem odru, kjer je sedaj tudi četica gorenjske prihodnosti. Otroški pevski zbor osnovne šole Orehek Kranj, ki jih zdaj le vabim na oder. Ja, takole nadaljujemo, torej še zadnjim koncertom, tudi tokrat bomo slišali 6 otroških pevskih zborov. Tekmovalno še naprej, kajti tudi njih bo ocenjevala žirija v sestavi Janja Dragan Gombač, Danica Pirečnik, Karmina Šilec, Marinka Šuštar in Tadeja Vulc. Na Orehku pri Kranju v majhnem gozdičku stoji šola, prav pravlično se tole sliši, v katero hodimo pevci otroškega pevskega zbora osnovne šole Orehek Kranj. Naša učiteljica Janja pravi, da smo pevci najbolj pridni učenci na šoli, saj le malo naših vrstnikov zmore po pouku še zbrano prepevati. Velikokrat pa nam tudi pove, da je petje pravi eliksir za naše telo in da smo lahko zelo hvaležni, da pojemo. Vsi pazimo, da ne zamudimo na vaje, ker ima naša učiteljica pravilo. Pazite, poslušajte. Kdor zamudi, poritijo dobi, ki ga tudi z veseljem izpolni. Ja, začeli bodo z ljudsko Tri tičice, ki prihaja iz pokrajine, ki jo zaznamujejo bele breze. O blagi pokrajini govori zeleni Juri, po njej pa veselo skače Marko. S prihodom Vigredi se v naše kraje vračajo ptice, tudi tiste tri tičice iz pesmi, ki so obletele morje in se vrnile domov. Prva je s seboj prinesla klasek od pšenice, druga jagodo od grozdja in tretja zdravja in veselja. Kaj od tega bi izbrala? Vse od odštetega. Kar vse. Dobro, gremo, prisluhnimo torej otroškemu pevskemu zboru osnovne šole Orehek Kranj, klavir Tamara Kranj-Stepišnik, zborovodkinja Janja Jošt.
Prvič je na reviji tule v Zagorju z nami zbor osnovne šole Toneta Čufarja Maribor. Otroci se na pevskih vajah družijo z velikim veseljem in voljo do petja, in sicer dvakrat tedensko. Enkrat popoldne in enkrat v jutranjih urah. Zelo ponosni so na njihovo prvo zlato priznanje, ki so ga lansko leto prejeli na regijskem tekmovanju v pesnici. To priznanje je mladim pevcem dalo zagon za letošnjo državno tekmovanje. Gorazd, kako pa ti ocenjuješ letošnjo pomlad? Misliš, kako rezune ali kako se počutim? Če bi hotel to povedati malo drugače, bom uporabil kar del besedila skladbe, ki jo slišimo. Zebe, 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 zebe do kosti, zima, zima, zima. No, na klavirju jih bo spremljala Neja Skrbiš, zborovodkinja pa je Kerstin Bori. Gusarja
Zebe, 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 do kosti. Zima, 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 me lovi. Vse je belo, belo, le moj nos rdeč. Uhljav pa že dolgo, sploh ne čutim več. Pridi, 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 zlato sonce, tačke mi ogrej. Glej, kako so trde, nočejo naprej. Pridi, topli veter, nesi me v pomlad. Sonce, sonce, sončece bi rad. Sonce bi rad. Sonce bi rad. Kje si, zlato sonce? Kje si, sonce? Kje si, sonce? Pridi, zlato sonce, tačke mi ogrej. Glej, kako so nočejo naprej. Pridi, topli veter, nesi me v pomlad. Sonce, sonce, sončece bi rad. Zebe, 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 do kosti. Zima, 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 zima me lovi. Vse je belo, belo, le moj nos rdeč. Uhljav pa že dolgo, sploh ne čutim več. Otroški pevski zbor osnovne šole Gorica Velenje deluje že od samega nastanka šole. V več kot 30 letih pod vodstvom iste zborovodkinje mladi pevci radi in veliko nastopajo. Tako se je v teh letih delovanja nabralo že kar nekaj dosežkov. Izdali so 2 zgoščenki in slikanico z 10 lastnimi skladbicami. Čeprav je petje pred prijatelji vznemirljivo, pa imajo prav poseben čar za mlade pevce različne revije in tekmovanja.
Naslednjih je zbor prejel mnoge pohvalne ocene in zlata priznanja. Pevci se vaj, tako kot vsi radi udeležujejo, saj se na srečanjih in vajah družijo, veselijo, predvsem pa uživajo v petju. Vsako leto izvedejo tudi 3-dnevne intenzivne vaje, kjer poleg ubranega petja ustvarjajo tudi nepozabne spomine. Največja nagrada za njihovo delo je še vedno zadovoljstvo in navdušenje na obrazih njihovih poslušalcev. Klavirska spremljava Katja Žličar-Marin, zborovodkinja Mihaela Vertnik. Troške
Veseli, igrivi, nagajivi, včasih tudi izmuzljivi in malce pozabljivi. Nasmejani, na jutranji pevski vaji zaspani, a kljub vsemu naštetemu pevskemu zboru predani. Takšni so člani otroškega pevskega zbora osnovne šole Planina pri Sevnici, ki je prvič na reviji. Kot sami pravijo, uživajo tako na vajah kot na nastopih. Še posebej v domačem kraju, pa tudi v termah Olimija. Slednji je nekaj posebnega, saj si s tem prislužijo tudi vstopnice za celodnevno kopanje v tamkajšnjem vodnem parku. To pa seveda ni kar tako. Današnji nastop pa je nekaj posebnega že zato, ker je prvi in seveda si želijo narediti vtis in odnesti čim bolj žlahtno priznanje. V program so uvrstili tudi novitetom Sijaj, sijaj, sonce ljubo skladatelja Andreja Makorja, ki nam je na tole revijo poslal pozdrave iz Londona, kjer se trenutno mudi. En aplavz torej tudi za njega. Pa za Katjo Gruber, Tadejo Bulc, Tomaža Habeta in Ambroža Čopija, ki so tudi z nami in so tudi avtorji oziroma skladatelji nekaterih skladb. Tako, sedaj pa je čas, da prepustimo oder zboru. Klavir Zala Irgolič, zborovodja Matej Romih. Tukaj je naš hram,
Ja, takole razmišljam, kako dolga je tale pot do odra. Najprej toliko vaj petja, potem pa še tele stopnice, ne? Kar težko, kaj ne? Lažje peti, kot hoditi tule gor. Še en debitant na naši reviji, to je otroški pevski zbor Osnovne šole Dramlje z zborovodkinjo Marijo Klankvar. Zbor deluje v vinorodnem kraju na obrobju Celjske kotline. Kraj se ponaša z bogato pevsko tradicijo, ki se na srečo ohranja še danes. V šoli kar tretjina vseh otrok poje v pevskih zborih. Otroci nosijo v sebi veselje do petja in to radi delijo med poslušalce. Lani so se prvič udeležili regijskega tekmovanja in se domov presrečni vrnili z zlatom. Njihovo zlato priznanje je bilo ta dan vredno toliko kot veliki kristalni globus Tine Maze. Prav ona jim je bila ves čas vzornica. V delo so vložili res veliko truda in bili ob koncu deležni dragocenega spoznanja. Za resnično srečo se je treba potruditi po svojih najboljših močeh. In danes se iskreno veselijo svojega prvega nastopa na državnem tekmovanju. V program so uvrstili klavir Valentina Černe in zborovodkinja Marija Klančar.
Tekmovalni del današnjega dne pa bo zaokrožil otroški pevski zbor osnovne šole Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče. Sestavljajo ga pevci, katerih osebnosti bi lahko opisali z več različnimi besedami. So prostovoljci, saj pogosto krajšajo čas starejšim občanom v kraju. So veseljaki, saj razveseljujejo starše in druge obiskovalce nastopov. Pevci so tudi odlični urarji. Čeprav ur ne popravljajo, jih pa imajo vedno točno nastavljene, tako da na vaje ne zamujajo. Železari. Železa sicer ne obdelujejo, imajo pa železno voljo za doseganje ciljev. Prav tako bi lahko rekli, da so pevci brusilci ne nožev, ampak lastnega petja, ki ga nenehno brusijo in luščijo, tako da bi jim lahko rekli tudi loščilci svojega sijočega glasu. Seveda bi lahko našteli še veliko več kot to, a glavno jim je, da radi pojejo, se družijo in nastopajo. Temu res ni več kaj dodati, zato kaj mi dva greva, oni pa naj pokažejo, kaj so pripravili. Klavir Neža Koželj, zborovodja Mitja Valpotič. Tri tičice,
To je bil zadnji današnji nastop dneva, ko so na reviji nastopili otroški pevski zbori. 24 jih je bilo. Zadnjih 6 bo sedaj počakalo na delne rezultate. Objavili jih bomo po skupnem petju, ki se zgodi 15 minut pred 8 uro tukaj v tej dvorani. Revija se bo nadaljevala in zaključila jutri, ko bodo nastopili še mladinski pevski zbori. Prvi jutrišnji koncert se bo začel ob 10:30 minut. Se vidimo v dvorani ob 19:45 ter seveda jutri. Pozdravljeni!